Zdravo, zdravo. Nazaj smo v podcastu Remote, 9. epizoda. Andreja danes ni, nič zato, ker bomo govorili o fuzbalu, ker on itak nima pojma o tem. Malo se hecam, vem, da je treniral fuzbal ful časa, pa bil na športni gimnaziji. Ne, tako da... Mislim, da je bil golman. Mislim pa, da ni bil golman. Evo ga bomo vprašali. Bomo vprašali, ja. Ja, v bistvu fuzbal, ne, World Cup, to je nekako ena tematika, ki smo jo dostikrat načeli v našem skupnem chatu, pa mogo bi dati sicer res Jaši zdaj besedo, ker rad bi se pogovarjal malo o kontroverznosti okoli tega World Cupa v Katarju, pa kako on to gleda, ampak bom vsem dal rajš Lukatu prvo besedo. Dej, povej samo na splošno, Luka, koliko je spremljal šport ali pa koliko spremljaš to prvenstvo zdaj? Ja, spremljam šport, ampak nogomet ni moj najljubši šport. Alen me je pomenoval derbi navijač in pogledam s tisto eno pomembno tekmo na leto, to pa je po mojem to. Tako da jaz bi kar predal to besedo Jaši ali pa Alenu, da malo nek povzetek poveta, kaj se dogaja in kaj so te kontroverzne teme FIFA. Preden pridemo na kontroverznih tem, mislim, da lahko skozi Lukeja povemo pomembnost svetovnega prvenstva. Ne? Torej, Luka, derbi navijač, lahko ti mogoče poveš zgodbico, ki mislim, da zelo lepo oriše pomembnost svetovnega prvenstva, ne? Zgodbico izpred 4 let, ko si šel gledati finale svetovnega prvenstva. Pa nam lepo malo to situacijo opiši. Kje je bilo to? To je bila tekma Francija-Hrvaška, finale. In jaz sem bil v Berlinu in smo mislim, da je bilo par prijateljev, smo šli na brunch in potem smo rekli, da gremo gledati finale. Itak jaz navijač za Hrvaško, v tem primeru proti Franciji. Super se mi je zdelo, da neka država kot Hrvaška pride tako daleč, da pride do finala in da ima možnost, da zmaga. In si jaz račim hrvaški dres. In potem pa en moj prijatelj Francoz mi pa reče, da je en ful cool taki bar, sicer je dosti Francozov, ampak ful so vsi prijazni in da bo res dobro vzdušje tam. No in pridem jaz z tem prijateljem Tomajem v ta francoski bar. Ne. In ko jaz gledam, kako ta francoski bar zgleda, to ni bil francoski bar, to je bil francoski klub ali pa francoska ambasada v Berlinu, 1500 Francozov, vsi v dresih, šalih, porisanih in jaz se pojavim v karirastem hrvaškem dresu tam. Tako da že kot sem stopil tam skozi, je bilo ustavilo se vse, pač nikoli niso pričakovali, to je pač, če bi hotel res provocirati, bi točno to naredil. Jaz tega sploh nisem hotel. Jaz mislil, bar v Sloveniji, bar pomeni, ne vem, 5-6 mis, smislo, ok, mogoče bo pač večina teh mis francoskih, ampak še vedno, glavnem, 1500 Francozov in jaz Hrvat. Kao Hrvat. Okay. No, in ko vstopim v ta klub, začnejo vsi na polno žvižgati. Vsi me gledajo, jaz sem bil kaj je zdaj to, rečem Tomajo, grem domov, Tomaj je ta prijatelj Francoz, grem jaz domov, pa rekel, pa ne, ostani, se bojo vsi ful prijazni. No in glavnem, potem se tekma začne, vsi me malo tako čudno gledajo, dobenemu ni jasno, kaj meni dogaja in potem na začetku je bilo še kar tesno, ne vem, ta mene prvih pa ure se mi zdi, da je bilo kar izenačeno, ne, in bolje že bilo tak, mislim, to ne bo dobro, ne, če bo začela Hrvaška voditi, potem bom jaz raje šel, ljudje pijejo, se zabavajo, zdaj vsi so Francozi, jaz pa tam Hrvat, taka easy tarča, ne. No, ampak potem se je ta tekma spreobrnila in so začeli Francozi zmagovati, ne. In potem je bilo pa vsem najboljše na svetu, da imajo zdaj tam enega Hrvata v publiki, ne. In potem so mi začeli nositi pijačo, ne. Mi smo dobili toliko pijače, da v obeh rokah smo tako nosili piva, pa še vedno nismo mogli vsem prijateljem tega razstavljati, ne. No in na koncu Francozi zmagajo, ne vem, koliko je bilo, 4-1 ali 3-1,
No, v glavnem, in je tisti, ki je v bistvu žvižgal, ko sem jaz stopil v ta klub, me potem najde in me prvo dan vršil na rame, potem so me po publiki surfali, metali tam, tako da potem so me še na nek afterparty, neki francoski afterparty povabili, tako da ful je bilo zabavno, no, pa ful je bilo taki emotional roller coaster od tega, da sem bil čist presenečen, ko je bilo toliko Francozov, pa tisto malo napeto vzdušje ali pa malo neprijetno vzdušje na začetku, ampak potem so se vse v bistvu v redu končalo. Potem je še nekje ta moj video zaokrožil v francoščini, naslov je bilo ne vem koliko 1000 Francozov in en Hrvat, pa ta video, ko jaz v bistvu crowd surfam. Tako da, to je moja izkušnja z navijanjem in nogometom. No. Mislim, da zelo lepo opiše ta fenomen nogometa in sploh svetovnega prvenstva, kako povezuje, pa kako tudi, če pa bi bil kontrarezultat, pa bi tudi ne bi jih povezoval. No. Ja, se verjetno Luka navijal za Francijo pol, ne? Ker navijal za svoj life istočasno. Ne. Ja, vmes je že bilo tako, vmes sem že gledal, vse tiste poglede, mogoče grem jaz reči domov, ampak potem čist v redu bilo. No. Bi bil bolj vesel sicer, če bi Hrvaška zmagala, ker se mi zdi super, da neka taka manjša država pride tako daleč, ampak čist cool je bilo na koncu. Ja, jaz se spomnim, glede tega navijanja, tudi eno zgodbico. Mi smo se uvrstili leta 2009 na svetovno prvenstvo 2010. Ne? In zadnja tekma je bila dodatna kvalifikacija proti Rusiji in tekma je bila v Mariboru. To je bila povratna tekma. Ne? In jaz ful vesel dobim karte. Na uni loteriji, ki klikneš na internetu, nekako me da skozi in dobim karte. In zdaj gremo valjda na tekmo. Prijem jaz na tekmo, to je bil tak delirij, da folk je skakal, ko smo dal gol na koncu prvega polčasa, mislim, da je dal Zlatko Dedić je dal gol, folk je skakal po tribunah, pa na naslednjo vrsto. In ko je po konc tekme, je bil absolutni kaos, na avtocesti so se avti premikali 20 na uro, jaz se ne zajebavam, lahko si tekel zraven avto, vsi hupali, in pol v Ljubljani je bil massive party. In mi smo se samo uvrstili na svetovno prvenstvo. Ne? Tako da za nas je to uspeh, ne, v bistvu. Ampak je bila to res nepozabna izkušnja. Jaz kaj tazga brez substanc še nisem videl. No. Tako da bilo je. Zato, ker Ljubljani še niste prišli v Ligo prvakov, ampak s tem, da je drugače. Ja. Klubska scena je svoja zgodba. No. Ja, želel sem to povedati, koliko je to, v bistvu vsi te ekipni športi nekako izhajajo iz te simulacije bitke. Ne? A veš, ti v bistvu, včasih je to bilo tako, da si se bojeval, ne? In si pač bil v enem moštvu, ampak si se za svoj life bojeval. Ne? In zdaj smo mi nekako to uspeli spraviti v neke igre, ki rečemo šport, in potem se ta čustva nekako pridejo spet na plano, ne? Sploh pri navijačih, ne? In so taka zelo, zelo močna čustva. Jaz lahko pri svoji familiji povem, veš, pri stricu pa to, ker so za Hrvaško ful strastni. Ne? Jaz recimo včeraj sploh nisem vedel, da Hrvaška igra. Ne? Jaz sem pol v skupnem družinskem chatu zvedel, da so zmagala, ne? In so bili vsi ful veseli. Ampak tako vidim ta močna čustva in koliko je to ljudem pomembno, in to nisem sam zares nikoli v življenju razumel, ne? Da se toliko tvoja duša preda nekemu moštvu. Vem pa, da je bilo tako zelo smešen, je bilo, ko smo hodili, ko smo bili mlajši ven in je Barcelona igrala, ne vem, zvečer in smo bili med tem v topu in potem so se neke punce začele dreti, Barcelona je zmagala, ful so bile vesele. Ne? In pa sem si tako mislil, čakaj, ti si klej iz Ljubljane, mogoče sploh v lifeu nisi bila v Barceloni in ti si ful strastna v bistvu zaradi tega, ker je neko moštvo zmagalo, ko si ga ti zbral. Slučajno si zbral mogoče tistega najboljšega, ko si začel to spremljati. Ampak tako zelo mi je bila zanimiva stvar, zakaj ti sploh keraš za to, zakaj te vsem za to, ker eno moštvo, ne vem, 2000 km stran igra nek rezultat, ne, če nisi sploh iz tam. Ampak tako, ti so čisto moja taka random razmišljanja o športih, ki so po moje unikatna. Vidimo posod okrog sebe, da
sploh v Sloveniji ni temu tako, da ljudje niso ravnodušni okoli športa. Ne. To zelo resno vzemajo. A veš, narodna pripadnost ni več toliko v tej neki sodobni družbi in Evropski uniji in kozmopolitanskem svetu in tako. Ni več toliko momentov, kjer bi prišel na dan ta nacionalni naboj. Ne? A veš, ti, ki gledaš tekmo. Ja, ampak mislim, vsaj tukaj, ker smo mi v Evropi, ne. Ker ti gledaš tekmo, takrat res navijaš za svojo ekipo in navijaš za Slovenijo in ne vem, jaz padam recimo noter in imam ful nacionalnega naboja v unih 2 urah, ne. Kričim za vsak koš, pa za vsak gol, a veš, sem noter, ne. Ampak drugač pa, a imam nek ful velik nacionalni naboj, nimam, ne. Tako da to je kar specialno, da v bistvu pride do tega. No. Ja, zanimiva dinamika, psihološka, no, glede športa. Ampak se lahko govorimo malo o tem svetovnem prvenstvu. Jaz sem par tekem malo bežno spremljal, ker sem šel k babici na obisk. Sem pa slišal pač predvsem na Twitterju pa na YouTubeu teh novičarskih portalov, kar spremljam, ful kontroverznih stvari okrog gostitelja tega svetovnega prvenstva. Ne? Katar, ena država, ki bi zahodnjaki doskrat radi izpostavijo kakšne drugačne vrednote, ki jih imajo, recimo, ne? Do gejev, do žensk. To sta bile 2 kontroverzni stvari, ki sem jih jaz zasledil, in pa koliko delovne sile iz Pakistana, Indije in podobno je umrlo tekom priprave za ta svetovno prvenstvo. Mislim, da klele se bom probal pošerati. Ne bom mogel je šerati danes. Lahko je šeram. Ti pa lahko, ja. Ker jaz imam Chrome in na novo in nimam pravic, ki mogo gasiti. Okay. No, dajmo za tole šerati. A se vidi zadeva? Ne. Ne? Ne. Ok, pa tudi tale share meni ne dovoli očitno. Ja, jaz dajem kle v Messenger to, kar sem hotel pošerati. Mogoče lahalen proba. Ampak ja, v glavnem 2 članka sta na Guardianu, v bistvu zadnjega, kar sem bral, je bil pri pripravi na svetovno prvenstvo, to je bilo kakšno leto nazaj, članek o tem, kako je 6500 migrantov umrl v Katarju, odkar je bilo svetovno prvenstvo pač nagrajeno, oziroma da je bilo odrejen, da bo Katar bil gostitelj. Ampak sem pol pač Katarjovi official številke so manjše. To je bil pa še en članek, ki pa piše, da je 400 do 500 migrantov umrl direktno na teh projektih. To je bila v bistvu ena taka stvar, najbolj kontroverzna stvar, ki sem jo jaz opazil tekom tega prvenstva. Pa tudi videl sem, da so te glasbeniki, ki so bili načeloma planirani, da bojo odprli ob tej otvoritveni ceremoniji nastopali, da so začeli odpovedovati svoje nastope zaradi pritiska na družbenih omrežjih. Tako, no, to je glede teh kontroverznih stvari, lahko malo pokomentiramo. Jaša, ti pa lahko poveš, kaj tole ja. Direkt. To so kontroverzne stvari, ki so zdaj, ampak dajmo mi samo pogledati, kaj je ta organizacija, ki organizira to svetovno prvenstvo. Ker se mi zdi tako zanimivo malo vedeti zgodovine, ki je kar zelo, zelo unikatna organizacija. Ne? Se pravi, tukaj vidimo zdaj profit FIFA za organizacijo svetovnih prvenstv od leta 30, kjer so prvo prvenstvo organizirali v Urugvaju, do leta 1986, takrat, ko je Maradona svoje naredil. Ne? In kaj vidimo, da bil je nek profit, ampak ok, bilo je tako, mislim, ni bilo neki full profita, recimo leta, ne vem, 66 je bilo
5 milijonov švicarskih frankov, to je danes sicer ful več, ampak še vedno dosti malo. Potem se je pa zgodil televizijski boom, v 80-ih in vidiš, profit je šel krat 5. Ne? In potem so oni ugotovili, v bistvu, dajmo mi to preseliti v Švico, se pravi, mislim, da leta, ne vem, nekih v 80-ih ali tako nekako se je ta organizacija preselila v Švico, zato, ker tam so dobri pogoji, da s tem lahko še več denarja naredimo, pa ne rabimo ljudem povedati, kako delamo denar. Ne? In pol imaš tole. Ne? In tukaj le vidimo pa EXCO, ki je 24 officials, ki so predsedniki nekih konfederacij, nogometnih, ne vem, Južna Amerika, Severna Amerika, Evropa in tako naprej. In oni v bistvu so odločili do zdaj, kdo bo dobil prvenstvo. Kongres so pa vse države. Ne? In kaj tukaj ti v bistvu vidiš? Je, da teh 24 ljudi, ti jih moš 13 prepričati in dobiš prvenstvo. Ne? In kar naenkrat se je začela korupcija. Ne? In potem imamo takole. Ne? Tukaj imamo korupcija od predprejšnjega predsednika FIFA, Havelange, pol je bil Blatter, zdaj je pa Infantino, en članek tukaj. Ne? Potem imamo Nemčija podkupila 2006 3 oziroma 4 tele memberje tega komiteja, enega, da ni glasoval in 3, da so glasovali, da so dobili to prvenstvo. Ne? To je recimo Der Spiegel poročil. Ne? South Africa spet podkupila, da je dobila 2-10. Pa imamo Rusija, je podkupila, da je dobila 2-18. In tele memberji so tudi dobili po pač 2-5 milijonov, ne? Kar vidimo tukaj. Katar spet podkupil, da je dobil. Se pravi, vsak človek v bistvu in leta 2015 je ta Blatter mogel pač leteti, ker se je odkril, da je tukaj on bil res v zadnji za vsem tem. Ne? In istočasno pa prihodki samo rastejo. Ne? Se pravi, tukaj vidimo, da FIFA je pač zelo, zelo koruptivna organizacija. Ne? In da ti organiziraš prvenstvo, pač praktično moš podkupovati. Ne? In to je jedro te kontroverznosti. Ne? In seveda Katar v milijon letih ne bi smel organizirati prvenstva, ne igra fuzbala, je prevroče, te delavci, ki v bistvu so umirali in to. To so vse samo posledice tega, da pač dobi nekdo prvenstvo, ki ga po nekih normalnih kriterijih nikoli ne bi smel dobiti. Ne? Ja, mislim, če je to nek podcast, ki mu rečemo moat, je v bistvu FIFA ima nek moat oziroma ima celo monopol nad organizacijo ene stvari. Ne? In tukaj vidimo v praksi lahko, kakšne so negativne posledice, ker ti nimaš dovolj konkurence na trgu pri kakšni stvari. Ne? Zelo dober primer je tudi UFC v Ameriki. To je v bistvu tisti MMA šport oziroma prvenstvo. To je v bistvu edini šport, ki ga jaz osebno spremljam tako dosti redno, zato ker je enkrat na mesec so tekme oziroma eventi in to je meni glih tiste 2 uri na mesec mi vzeme spremljanje tega športa. Ne? Ampak tam so tudi dostikrat kritizirali to organizacijo, da premalo plačuje te fajterje, da jih v bistvu stiska s pogodbami in podobno. Ne? In ko ni alternative, vem, da je dostikrat ta Dana White, on je predsednik UFC-ja oziroma lastnik celo, gre za privatno podjetje, je rekel, da tisti, ki kritizirate, da premalo plačujemo naše fajterje, ustvarite svojo organizacijo, pa jih plačite več. Tako, to je tak zelo zanimiv odgovor. Okay, ampak zdaj je recimo zelo eno tako zanimivo vprašanje za vse vas. Je neke podjetje, je neka organizacija, ki dela dobiček in profit in prihodke. In pač so delavci v tej organizaciji. Kaj je premalo, kaj je preveč? Koliko procentov, ne vem, recimo revenueja naj bi delavci dobili, da bi bilo fair? In koliko dobijo v realnosti, recimo? A imate kjer te predstave, kaj je zdaj fair, kaj ni fair? Fair je to, kar je tržna cena.
To vedno trg določi. Ok, se pravi, trg je pogajanje, trg je stiskanje vratu, trg so večerje, trg je vse. Pač, trg je, kdo ima moč. Trg je koverta pod mizo. Trg je koverta pod mizo v primeru FIFA, ne? V primeru marsikatere stvari, ampak ja. Ampak je za nek trend teh employee-owned companies, ne vem, kako bi se temu v slovenščini reklo. Podjetja, ki so v solastništvu tudi zaposlenih, ne? Se mi zdi, da je vedno večji trend v tujini, tudi zdaj v Sloveniji se nekaj premika v to smer zakonodajo. Če na boljše bomo videli, ko se premika, da dejansko tudi vsak zaposlen ima nek equity, torej del podjetja, del organizacije, ker potem v teoriji nisi več vezan samo na tisto plačilo, ne, ki je pač vedno nekako bolj ali manj vezano na čas, ki ga vložiš, ampak imaš neki asset, ki ima v teoriji spet unlimited potential, torej neko, dajte mi malo pomagati prevajati, torej unlimited potential. Ima potencial, da če podjetje zraste, dobiš velik delež. Tako, to je res, ampak mene bi zanimala statistika, kaj je dejansko se dogaja z temi deleži podjetij, ker podjetja nudijo ta equity, razne te virtual shares, ravno zaradi tega, ker s tem v bistvu obdržijo ljudi in na kratek rok ali pa neki srednji rok jih v bistvu plačajo manj. Plačajo jih samo v primeru, če je podjetje res uspešno in zraste, v tem primeru potem zaposleni dobijo več. Tako da, če bi gledali statistiko, ne vem v kolikih primerih, kak je procent, kjer zaposleni dejansko zaradi tega dobijo več. Ker je to v bistvu kot inštrument tega, da obdržiš dobre ljudi in potem, če podjetje res uspe, potem ti zaposleni dobijo veliko več, kot če bi dobili samo plačo, sigurno. Ja, prejšnji teden sem se pogovarjal z zaposlenim pri design agenciji v Brightonu, torej blizu Londona, in gre za agencijo 25 ljudi. Ima zelo zanimiv sistem, ki ni virtual shares, ampak je actual shares, torej ni zato, da imaš neko virtualno soudeležbo v podjetju, ampak imaš dejansko. In kaj je naredil lastnik, je do takrat imel v lasti 100% podjetja, 75% podjetja dal v trust, v neki zavod, in potem ta zavod v bistvu je v lasti vseh zaposlenih. In zdaj naslednjih 5 let mora ta zavod odplačevati temu lastniku, torej za to vrednost podjetja, mislim, da je 75%, in kot odplačajo, potem je ta delež, dejansko delež vsakega zaposlenega. In njihov sistem je zanimiv, ker čisto zaposlen ima enak delež, enak procent. Torej, naprimer, rečemo, če bi imeli oni 80%, pa jih je 20 zaposlenih, bi vsak dobil 4%. Ne? Kar je zanimivo, ker potem imaš še neke dodatne implikacije pri odločitvah, ali bomo dodali še enega zaposlenega. Veš, potem tudi zaposleni začne razmišljati kot lastniki. Če dodamo še enega zaposlenega, bo jih mojih 4% šlo na 3, nekaj, a se nam res plača še tistega dodatnega zaposliti. Zdaj smo naredili rahni detour, kaj sem jaz hotel samo šerati, je kot ena zgodba, no? Da se tudi ta trend razvija v to smer, da so tudi zaposleni bolj udeleženi, kak je odstotek podjetij, ki to dejansko delajo, pa je verjetno zelo nizek. Ne? Luka, kakšno je tvoje mnenje okoli tega, ko si owner, co-owner, glede solastništva delavcev? No? Kakšno je tvoje razmišljanje okoli tega? Meni se zdi to zelo pomembno, ker ta res najboljši kader ponavadi hoče imeti neko solastništvo, ali je to v obliki pravega deleža podjetja, ali je to virtualni delež. In tudi, ne vem, vsi ti, ki so ambiciozni, jim je všeč ta komponenta, da torej, mogoče imajo malo manjšo plačo, imajo pa nek upside potencial, da lahko dosti več zaslužijo in tudi so uspešni skupaj s podjetjem. Mislim, da je tudi ta alignment med ciljem podjetja pa zaposlenimi. Tudi iz tega vidika je to zelo podobno. Naprimer, v našem holdingu je v vseh podjetjih obvezno, da direktor podjetja, torej CEO, vplača svoj denar v podjetje, v zameno dobi delež, ampak je obvezno, da v bistvu tudi sam nekaj v podjetje investira. Ne? Pri nas temu pravijo, da imaš potem skin in the game, da tudi ti nosiš
nek riziko, neke posledice tega, kaj se s podjetjem, v bistvu, kak ti podjetje upravljaš, pa kaj se s podjetjem dogaja. Tako da meni se zdi to dobro, je pa v dosti primerih to kar kompleksno implementirati, pa potem zaposlenim pokazati, kaj od tega dobijo. Zato vem, v Berlinu je bilo nekaj časa tak, da je ogromno podjetij to ponujalo, je pa v zelo malo primerih potem zaposlen dejansko od tega nekaj imel. Zato sem rekel, da je tudi zelo važno, kako je to zastavljeno. No? Ampak, Pa tudi recimo ta zadeva, kakor jaz sem to zastopil, pa je ene par zelo uspešnih slovenskih podjetij, ki to ima. Mislim, da ima DevSoft, ima to, ne? To se uporablja predvsem za podjetje, kjer je delovna sila zelo specifična in jo je težko nadomestiti, ne? Neki posebni developerji, pa tudi na nekem nivoju odločanja, ki je relativno visok. Ne? Recimo, če imaš ti podjetje, ki ima 100 ljudi, verjetno nima smisla, da vsem nekaj deleže. Ampak mogoče unim 15, ki pa to vse vodijo, pa ima smisel. Ne? In recimo naša firma je partnership in v bistvu ima to. Ne? In vsak partner ima svoj delež. In pol se profit tala glede na njegov delež. Ne? In v bistvu, če ti ne delaš več v tem podjetju, moraš delež svoj dati nazaj drugim partnerjem, oziroma ga oni kupijo. Ne? Se pravi, če nisi v podjetju, nimaš več tega deleža. Ne? Ta varovalka, da se folk ohrani v podjetju, se mi zdi tudi dosti pomembna. Ne? Ja, jaz lahko mogoče svoj primer povem, ker vem, da je dosti standarden v Silicon Valley, a ne? Dostikrat, mogoče za tiste, ki poslušajo, pa niso toliko s tem seznanjeni, a ne? Dobiš v bistvu share options, a ne se reče, opcije delnic. In to je tak ful genijalen sistem, ki sem se jaz mogel podučiti v njemu, preden sem šel v njega, ne? In sem videl, kako je dobro zastavljen, da v bistvu je fair. Ne? Se pravi, govorimo o nečem, ki lahko rečemo, jaz pridem v neko firmo, se zmenim za neke pogoje, se pravi neko fiksno plačo, potem imam pa še zraven on top share opcije, ne? Se pravi opcije nekih delnic. Opcija, zakaj se reče opcija? Zato, ker ti imaš opcijo kupiti to delnico. Se pravi, oni ti dajo opcijo oziroma možnost, da ti, če želiš, kupiš delnice, ki so tebi na voljo. In pol en bi mogoče razmišljal, kera glupost je to, zakaj bi jaz kot delavc še dodatno zapravljal denar in kupoval neke delnice. In tukaj glih prije do tega genialnega efekta oziroma vzvoda, da ti, ko prideš v firmo, se firma ovrednoti, ali malo prej, ali malo kasneje, ampak ti dobiš takrat tisto ceno. In temu se reče strike price. Ne? In ta cena je za tebe rezervirana za vedno. In se pravi, jaz delam v podjetju nekaj časa, par mesecev, pridem do prvega leta in to prvo leto je ponavadi cliff period, se pravi nek tak milestone, kjer se meni sprostijo delnice za celo leto za nazaj. In zdaj, če v tem obdobju vrednost podjetja zrasla in jaz sem bil v njemu, je ta razlika moja. Se pravi, jaz kupam po tisti ceni, po strike ceni delnice, na trgu so pa vredne, ponavadi niso likvidne, ampak načeloma na trgu so vredne več, tisto razliko. In to je tak genialni sistem, ker ti dobiš samo razliko, h kateri si ti pripomogel. In to je v bistvu nek tak koncept share opcij za tiste, ki to poslušajo, pa se niso z njim seznanili, pa se verjetno bojo kdaj v svoji karieri. No? Tako. In zakaj Luka pravi, da večina nima nič od tega, zato ker velika večina startupov ne pride do tega, da je dovolj uspešnih, da dejansko pride podjetje na borzo, kjer lahko ti potem dejansko to vnovčiš. Ker mogoče, če podjetje ne pride na borzo, nimaš komu prodati. Ja, mislim, da ne rabno priti na borzo. Ne. Recimo, imaš tudi opcije, ki eno drugo podjetje to podjetje. Imaš več teh tipov. Ja. V določenih podjetjih lahko kupiš dejanski delež podjetja, v enih imaš te opcije, lahko pa imaš tudi virtualne delnice, ki se ti potem računajo kot nek bonus glede na vrednost podjetja. Tako da opcije
veliko, je pa tako, da vsaj pri nas, tudi ko smo v podjetju to ponujali zaposlenim, dosti zaposlenih sploh ni vedelo točno, kaj je to, pa niso razumeli, kako to deluje, in tudi, ko smo razlagali, in niso imeli neke motivacije, oziroma jih je bilo par, ki so si to res želeli, večina, naprimer v podjetju, pa je dosti raje videla, da so dobili, naprimer, višjo plačo namesto tega. Ne? Ja, mogoče samo odgovor. Lahko tudi v primerih, da podjetje ne gre na borzo neko vrednost iz tega, ampak potem moraš imeti to definirano. Večina teh startupov pa ima definirano, torej, ali da greš na borzo, druga opcija je pa, da se podjetje proda, ker potem imaš zelo jasno vrednotenje podjetja. Ne? Če pa kadarkoli prej ti hteli stopiti, ali potem imaš vedno debato, kako zdaj podjetje ovrednotiti, ni to ravno niti v interesu lastnika, da se to izplačuje. Tako da imaš tudi dosti podjetij, ki imajo v bistvu definirane te virtualne delnice ali pa opcije samo v primeru, da se podjetje proda ali pa da gre podjetje na borzo. Ja, mogoče samo odgovor Alenu, ki je rekel, da pol nimajo nič od tega, recimo zaposleni. Ne? V bistvu, ker so to opcije, ne, pomeni, da imaš ti možnost to kupiti ali pa ne. In ti ponavadi je tako nenapisano pravilo, da ne greš ti tega kupiti na zalogo. Se pravi, ti kupiš to takrat, ko želiš prodati. Se pravi, ti kupiš in takoj prodaš. Ne greš pa to kupiti vnaprej, pa pol, kot realno rekel, v večini primerov sploh nimaš opcije to prodati, ker ni nobenega novega liquidity eventa, se pravi, ne pride nov investitor noter, podjetje ne gre na borzo in v bistvu ti si samo zapravil ta denar. Tako da to je ena taka mini varovalkica, ne, da se ti odločaš, da boš kupil opcije, ki te pa čakajo tam. Ne sicer neomejeno, ampak te čakajo. Jaz sem komu boš to prodal? Ja, novemu investitorju ali pa, ko gre na borzo podjetje. Okay. Se pravi, novemu investitorju tudi lahko prodaš, super. Temu se reče liquidity eventa, ne? Se pravi, lahko imaš evente, novo serijo, recimo fundinga, pride novi investitorji, lahko ti vzameš ven, ali pa gre pač na borzo, ker je nek tak final event. To je nek goal podjetja, ne? Startupa v bistvu. No. Da mi se večinoma pogovarjamo tu o praksah iz tehnološkega sveta, ampak tudi izven tega obstaja, naprimer Publix, se reče eni znan supermarket chain iz Amerike, ki ima, mislim, da več kot 1300 teh lokacij in je podjetje v celoti, oziroma 20% podjetja ovna družina, ki je zaštartala podjetje, 80% pa vsi zaposleni. Mislim, da pa zaposlenih se pogovarjamo o 10, če ne celo 100,000. In kar je za mene zanimivo je to, da se ta koncept da aplicirati tudi drugod. Me pa zanima, ful bi se pogovarjal z ljudmi, ki delajo tam, kak vpliv ima na to, da ti si solastnik podjetja, če si solastnik zelo malega dela. Še te to isto motivira, kot te motivira, da si v startupu eden izmed 20, ker pa če enostavno čutiš dosti večji ownership. Ne? Ja, verjetno, odvisno od pogajanja, pa koliko ti to pomeni takrat, ko se pogajaš. Koliko se ti počutiš, da si dobil manjšo plačo, pa da ti bo to kompenziralo to manjšo plačo. Ker vem v ful primerov, recimo imamo primer uspešnega podjetja, ki se je prodal, Outfit 7, ni šlo na borzo, ampak je bil to tisti primer, ko je nov investitor pokupil vse, večino. In veliko ljudi sploh ni vedel, da so imeli te opcije. Ne? In to niso bili mali denari. In to niso bili ljudje, ki je bil 20 v startupu, ampak je bil, 100, recimo. Ne? In to so bili zneski v obsegu nekega stanovanja v Ljubljani, recimo. Ne? Ampak ja, spet gre za tehnološko podjetje in startup. Ja. Kaj na koncu so zvedeli, da imajo te opcije, pa so jih exercisali oziroma uporabljali, sploh niso zvedeli za njih? Ne, sej vsi so zvedeli. Okay. Sploh zvedel sem za eno zgodbo od vratarja od Outfit 7, ki ni vedel sploh, kaj to pomeni in ni vedel, da jih sploh ima. In ko se je zgodil ta event z nakupom, so valjda vsi zvedeli, da so imeli to v pogodbah in da jih tam čakajo. V bistvu ta swap narediš, ti jih kupaš, pa takoj prodaš,
pa imaš mogoče malo problema z davki, a ne, ker je to kar precej obdavčen v Sloveniji. Zato so se neke fundacije, ne samo v tem primeru, se ponavadi delajo v tujini, a ne, kjer se te delnice vse prenesejo tja, pa se pol v bistvu ne obdavči, ali pa ne obdavči v celoti, vsaj tako. No. Tako da, ja, v bistvu odgovor je ja, zvedeli so vsi, valjda. In je taka pač dober dan, ne, takrat. Če ne veš, pa dobiš nek bonus. Ne. Ok, ja, World Cup, ne, dobra debata. Jaz te še eno stvar glede tega pokazati na hitro. Mislim, da še nismo prišli do tega, koliko je Katar plačal. Ne zato, da je podkupil ljudi, ampak koliko je dejansko investiral, zato da je celo infrastrukturo postavljena. In če samo primerjamo pač teh 220 milijard, zdaj eni govorijo še o večji cifri, primerjavi z Rusijo, Brazilijo, a primerjavi celo Nemčijo, ki je zapravila samo 4,5 milijarde. Ne. Meni je res fascinantno, pač, da gre nekdo zapravi toliko denarja, ker ne vidim nekega ekonomske računice, kot bi rekli v naši mali kliniki. Ne. Zakaj? Kaj je točno njihov razlog, oziroma tu strategija? Zakaj tak veliki vložek? Ja, ampak vse to je zelo jasno, mislim, jasno, ne? Meni je zelo jasno, zakaj to dela. Ne? Okay. Oni gradijo, kakšen reputation gradijo je drugo, ampak oni hočejo biti first class country citizen in this world. Ne? In kaj mi vemo o Katarju tako, brez tega World Cupa? Ful je vroče, ko ne bi šel nikoli tam živeti, neki šejki olje imajo, če ne so pa neki bebci. Basically. To je zdaj mnenje. Ne? In se pravi, oni kupijo PSG, kupijo Newcastle, kupijo klube in v bistvu hoče se s stvarmi ukvarjati zaradi renomeja še nekaj, kar ni oil. In ko meni to gnarja, da mu dobesedno brizga iz zemlje, kakor nima, ne, je denar nepomembna stvar. To je, tukaj ni ekonomska računica in to je težko verjeti za, ne vem, 99% sveta, kjer je denar vsaj ena izmed pomembnih računic, za njih je 200 milijard, to je šansa, da zdaj dobimo nek PR, da folk ve o nas in bomo ta denar dali. In to je to. 200 milijard za njih je torej, GDP kolektivno, ne, torej BDP Nemčije, ki dala 4,5 milijarde, ne, za njihov World Cup je 4,2 trilijona, ne, torej to zelo manjša cifra so vložili, kot je danes njihov letni BDP, medtem ko v Kataru oni so svoj celoletni BDP vložili v ta World Cup. Pač gre za več ogromno stavo na to, da bojo v prihodnosti tam ljudje kaj se vrnili, pa bili turisti. Samo v Nemčiji je tudi verjetno infrastruktura bila že bila postavljena. Ja, že bila postavljena. Tudi zaradi tega so v bistvu ne rabiš klimatizirati stadionov. Se to, ne, ampak kdo bo se te stadione naprej uporabljal? Ne? Ja, mislim, da jih razstavijo. Mislim, tukaj je bila stvar, a ne, da Katar oziroma Doha ni imela placa sploh za tako infrastrukturo in so oni mogli to iti v puščavo graditi, se pravi zunaj mesta. In pa imaš ti problem, ti imaš, to bi izgledalo tako, stadion in okrog nič. In oni so v bistvu cela mesta zgradili okrog teh stadionov, ne? Hotele, restauracije, bare, trgovine, shopping centre. Ne? In verjetno ta vložek pade na vse to. Ne? Se pravi, to so mesta, ki so bila zgrajena. Zdaj ne vem, če je množina pravi izraz, ampak vem, da sem gledal en dokumentarc okoli tega. Zdaj pa, Alen, veš, ti se lahko vprašaš, recimo ti si Alen Falič, ti si šejk Katarja, oziroma kralj, oziroma karkoli, brizga ti cash, kot je Jaša rekel, iz zemlje, ampak veš pa tudi, da bo enkrat tega zmanjkalo, ali bo zmanjkalo fizično, ali bo svet šel na druge vire, oziroma ne bo toliko vredna nafta, kolikor je danes vredna. In zdaj se moraš ti vprašati, kaj je tvoj next move, ne? Kaj je tvoja naslednji USP. Ali je to turizem, ali je to biznis. Ne? In v primeru Združenih arabskih emiratov, oni so rekli, naš strategy je biznis in turizem. Ne? Zdaj Katar verjetno podobno dela, oziroma tudi nek airport je tam, ki je hub,
ker itak ta Qatar Airways dela tudi čisto bulo že 100 let, ne? To je čisti minus. In verjetno je tako razmišljanje, ne? To je v bistvu neko strateško razmišljanje v naslednji, kaj bomo delali mi naslednjih 100 let, ne? Po nafti. Jasno mi je razmislek, zakaj to delajo, ampak se mi zdi cifra astronomska. Ja. Ja, navdušiti morajo, ne, verjetno. Ali pa morajo, ne smejo si privoščiti fejla, ali pa ne vem. Ali pa malo tudi ego, veš. Jaz sem tam šejk, priješ zdaj do mene, pogledajte, kaj smo mi vse zgradili. Ne, tukaj je lahko velika razlaka, ne. Torej ti bi isto naredil v njihovem primeru. Če bi 200 milijard lahko karkoli vložil, bi se odločil za svetovno prvenstvo. Ker o tem se pogovarjamo, ne? Oportunitetni strošek, a bi raje to vložil v kaj drugega. Ja, lej, zdaj, če imaš ti strategijo, ki si jo določil, da je to business ownerji, moram jih privabiti v svojo državo in turiste, potem verjetno ja, je to ta prav move v tej igri šaha. A je to prava strategija? Jaz sem bil glihkar v Izraelu, ne vem, jaz bi to drugače postopil, ne? Jaz bi v bistvu v neko izobraževanje populacije investiral, pa v IT sektor, pa v AI, ampak to tudi delajo verjetno, no. Ampak tako, no. Ali pa privabo bi vse najboljše strokovnjake iz celega sveta, ki delajo na področju tehnologij, ki bojo v naslednjih 50 letih pač prihodnost, ne. Verjetno bi se bolj v to smer jaz osebno postavil, no. S tem cashom. Ali pa space program, ali pa ne vem, take stvari, da znanstvenike privabiš, ne. Se to, samo to še povabi, rad slišati Jaša, pa Luke tudi, ampak veš, meni se zdi tako na prvo žogo, ne. Ok, 200 milijard dajmo svetovno prvenstvo, namesto tako se zdaj ti Klemen razložil. Mogoče imamo mi kot država v tej poziciji geografsko gledano neke prednosti, ki jih druge države nimajo, in organizacija svetovnega prvenstva in organizacija športnih dogodkov ni naša naravna prednost, ne. Zakaj bi zdaj šli kontra nekim naravnim danostim, ki jih imamo, ne. Čist tak samo, odkod izvira ta moj razmislek. Jaša. Ne, mislim, meni se zdi to, mislim, da so dobili to prvenstvo, se mi zdi škandalozno, da pa oni spendajo denar. Mislim, turizem je ena izmed big bets, ne. In če pogledaš Dubaj je bil leta 70 ništa, ne? In zdaj ima, ne vem, svašta stvari, ne. Tako da, mislim, mogoče jim rata delno iti iz nafte ven, ampak to je nekaj, kar so bili sposobni narediti, ne. Oni niso bili sposobni reči, zdaj bomo pa mi nov Silicon Valley, zdaj bomo pa mi vlagali v neke renewable resource ali pa ne vem kaj, ne. In to je nekaj, kar bo takoj imel impact, ne. To je nekaj, kar bo, zdaj smo pa v bistvu v časopisih center sveta za en mesec je Katar. To je bilo nekaj, kar je bilo on the table, ne. In če ti hočeš, in če folk hoče vedeti o Katarju, in če vidi napis Katar, ni boljše zadeve, ki naredi svetovno prvenstvo, ne. Seveda, long term view, počas je pa druga stvar in ti lahko vedno buildaš v tišini, ne. Oni so se odločili za pač big pump, ne. In tudi znano, da v arabskem svetu, da pokažeš, koliko imaš denarja, je nekaj, kar radi delajo, ne. Se pravi, to v njihovi kulturi. Luka, tvoj. Jaz tudi mislim, da na to oni ne gledajo kot samo infrastrukturo v stadione, pa to, ampak jaz mislim, da je za njih glavna stvar ravno to, ta promocija Katarja, ne. Ti potem vidiš na vseh posnetkih, turisti pridejo na tekme, gledajo, doživijo to mesto nekako drugače, kot si ga doživel prej, in te mogoče to postavi na nek čist drugačen nivo. Zdaj, če je to pravilno, oziroma ta znesek smiseln ali ne, to je vedno vprašanje, s kakšno vsoto denarja oni operirajo. Je to za njih dosti, je to za njih malo, verjetno je vseeno dosti, ampak glede na to, da njihov dohodek prihaja iz nafte, ne vem, tu bi me zanimalo, kakšna je primerjava, zdaj, v kolikem času oni ustvarijo toliko denarja, ne, ampak to, da pa mesta včasih investirajo
bizarno visoke vsote, da se v bistvu spremenijo in pridejo iz tega tretje razredne države v first class. Ne vem, en tak primer je bil Singapur, ne. Kaj je Singapur v bistvu dosegel v zelo, zelo kratkem času, in za njih je to super delovalo, ne. Oni so v bistvu prišli ravno iz tega, iz tretje razrednega mesta v bistvu prvo razredno mesto, ne. In jaz mislim, da tudi v Katarju poskušajo, da ni to fokusirano samo na šport, ampak poskušajo priti v neko podobno situacijo, ne. In infrastruktura je sigurno pomemben del, zdaj ne vem, kaj vse so oni za temi 220 milijardami zgradili, prenovili. To bi bilo tudi zanimivo videti, zdaj, kje so porabili kakšen del tega budžeta. Ja, ampak če se tako zdaj vprašamo, ok, njihov strategi je privabiti biznis ljudi, da tam biznisirajo, da živijo, pa vi trije ste biznismeni, pa recimo, če začnem z Jašo, kakšen bi mogel biti job, da bi ti bil pripravljen iti živeti v Dubaj ali pa v Doho, recimo, ne? Zdaj, pripravljen živeti, verjetno bi letel nazaj vsak teden, ali pa vsake 2 tedna, ne. Ampak mogel bi biti nek ful dober job. Mislim, neka absolutno dobra priložnost, ker moja kvaliteta življenja tukaj v Švici je, mislim, jaz ne morem v vročini sploh zdržati. Znači, za mene pol leta v Katarju bi absolutno verjetno odpadal. Ja, mogel bi biti job v smislu, ne vem, 4-krat več denarja, 5-krat več denarja. Se pravi 4 ure na mesec. Ja, 4 ure na mesec, ja. Ne, ampak tako, mogel bi biti orang boljši, no. Ja. Ker, veš, ker ti si nekje, buildaš relationship, imaš svojo kliko, ne vem, ne, ti ne greš nekam tja samo zato, ker dajmo malo potovati, ne, veš. Če pa bi bil job približno dober ali pa 2-krat več plačan kot to, pa ne bi sigurno vzel, ne. Ker pač nikoli ne bi šel v Katar živeti, razen zato, da naredim neki ful denarja, ne. Pač me ne interesira. Je še 95 drugih držav na tem svetu, ki bi prej prišel. Alen? Zdaj razmišljam med Jašinim odgovorom in nič ni prišlo na misel, kaj bi lahko naredili, da bi me prepričali. Bolj se mi zdi, da bi se znalo zgoditi, da se v ostalih državah nekaj zgodi, kar ti potem Katar naredi bolj zanimiv, ne vem, zaradi režima ali kaj podobnega, ampak v tem trenutku se ne morem spomniti nič, niti 4-krat več denarja. Okay. Imam jaz eno idejo za tebe, Alen. Evo, Katar ti ponudi plačilo, ne vem, krat 5, krat 10 od tvojega letnih prihodkov, hkrati ti pa dajo budžet, ne vem, 50 milijard, s katerim ti postaviš najboljši šolski sistem, modern šolski sistem na tem svetu. Online. Ok, to pa bi razmislil, no? To bi razmislil. Ampak doma pa nimaš klime. Ne, pol ne. No, vidiš, no, taka zadeva. V bistvu, moj razmislek je šel bolj to smer, ampak nisem v tej industriji, razmišljal sem z vidika, kaj če bi probali oni kripto, startupe pripeljati k njim, kaj če bi torej, zakone napisali na tak način, da bi bili za določeno industrijo, za določeno panogo ful zanimivi, ne, če bi naredili to izobraževanje, itak bi bilo ful zanimivo, ampak nekako sem štartal iz tega, da jih to ne zanima. To bi bilo zanimivo, ja, ampak dvomim, da se bo zgodilo, da dvomim, da bom kdaj tam. Luka, ti, kako ti gledaš na to? Jaz tudi nimam prevelikega interesa, da bi se v Katar selil. Ja, neka zelo dobra priložnost bi morala biti finančno, pa tudi karierno, pa da bi mi bilo zanimivo to, kar delam, da bi razmišljal, da bi mogoče šel tja za par let, 3 maksimalno. Drugače tudi preveč cenim kvaliteto življenja, pa to naravo, ki jo pač imamo tu
v Evropi, no, pa raznolikost, pa kulturo. Tako da mislim, da več kot par let ne bi živel tam. Ja, jaz imam kolega, ki je business owner enega velikega podjetja in v bistvu on se je preselil v Dubaj. Mislim, da deloma zaradi tega, ker je nič davka in deloma zaradi tega, ker je Dubajeva lega, če delaš ti z Azijo, recimo pa da moraš veliko potovati med Evropo pa Azijo, je ful ugodna, ker je na sredini, a ne? In v bistvu je res nek hub, kjer če si ti na nekem high business levelu, pa da moraš dejansko fizično se udeleževati sestankov in pogajanj in podobno. V bistvu to je on meni omenil, a ne, da je zaradi tega nekako se z družino tja preselil, a ne. Ampak ja, jaz sem čist usklajen z vami, a ne, jaz sem še tako politično malo, imam močnejšo, kako bi rekel, vrednoto okoli tega, da... Kukar mi ne, da si boljši človek, kukar mi si hotel povedati. Ja, thanks, ka si povedal direktno, Jaša. Ne, hecam se. Bolj sem mislil tako, da so mi te stvari ful pomembne, a ne, ker sem videl sebe na Kitajskem, ko sem bil, da pa damo na stran vse te vremena, pa kulturo in podobno. Pač čistko politični sistem, a ne, me je izjemno motil in mogoče zaradi tega ne bi mogel. Nikoli pa sem imel ponudbe, a ne, da bi se preselil v Peking. Ma niti 1% ni bilo v glavi, da bi bila to možnost. Tako internet, open internet, a ne, to se mi zdi ena taka full velika vrednota in tega tudi tam ni, a ne, v Katarju pa to, mislim, da so ti porniči zablokirani in to je meni tako deal breaker total. No go. Ampak enkrat bi res prav lahko imeli epizodo ali pa en del podcasta Oda Sloveniji, ker se mi zdi, da če nisi nikoli živel v tujini, se ne zavedaš prednosti Slovenije, ne? In če si samo tu, pač vidiš itak slabe stvari, ampak kot ljudje, ki smo živeli v tujini ali pa vsaj delali v tujini, mislim, da bi lahko malo to perspektivo dali. Ja, absolutno. Jaz sem živel v 10 mestih, niti eno ni bilo boljše od Ljubljane, razen Cirih. To je to. Sem živel v Berlinu, Münchnu, Londonu, New Yorku, Amsterdam je prišel zraven dost, ampak fenomenalno mesto je Ljubljana za mene. Ampak zdaj trenutno se ne bi verjetno strinjal, ker zdaj je, mislim, da 7 dni že nimamo niti malo sonca. In poletje so res. Ni hecto, no, tako. Sploh, če te malo znanstvene raziskave gledaš okoli pomembnosti svetlobe jutranje, zjutraj. In ti, da po več dni sploh ne vidiš sonca, ne, to sigurno ne vpliva dobro. Pa pustimo vitamin D, a ne, tukaj so še milijon ostalih mehanizmov, ki se ti jih ne sproža, a ne, in pa so vsi tako moče malo depresivni, a ne. Moče to malo... Klementika v sončno mesto Maribor. Ne, se Maribor je izredno lep, sam premalo biznisa, a ne, to me malo moti. Premehno je mesto za moje potrebe okoli te scene. Mogoče moramo iti na zadnjo tematiko, zato ker nimamo več toliko časa. In to je zaposlovanje ljudi, pa da ne bi govorili sami iz perspektive tega zaposlovalca, ne. Lahko začnemo s tem. Mogoče bi se mogli na drugem delu še malo osredotočiti na tega, kaj išče zaposlitev, a ne. Kaj mi vidimo, ja, vsi v bistvu smo imeli izkušnje, pa imamo izkušnje zaposlovanja, pa da okoli tega malo predebatiramo, pa mogoče lahko začnemo z Lukatom, pa trenutnim nekak stanjem na trgu. Če ste zadnje čase videli vsa odpuščanja v teh industriji, v SaaS industriji, sploh v Silicon Valley, a ne, vemo, kaj je Elon Musk je odpustil, ne vem koliko tisoč ljudi, 70% firme, a ne, če se ne motim. Pa Twitter še vedno dela, načeloma, ne.
Facebook ima odpuščanja, Amazon je ustavil zaposlovanje, Apple je ustavil zaposlovanje. Ne? Tako da nek tak trend, ki vsi tako kot vedno napovedujejo neko recesijo. Ne? Malo tvoje perspektive ali pa izkušnje iz podjetij, ki jih vodiš. Kako vidiš trenuten landscape? Ja, jaz ga vidim v bistvu zelo podobno kot ostala podjetja v tej tehnološki industriji. Ponavadi je za te teh podjetja so ljudje velik strošek v podjetju in ko vidiš, da se približuje neko obdobje recesije, ko pričakuješ, da mogoče tvoja prodaja, tvoj promet ne bo več na tem nivoju, kot je danes, se v bistvu najlažje zavaruješ s tem, da zmanjšaš delovno silo, da nek procent podjetja odpustiš, malo zoptimiziraš procese, tudi med tem, ko v bistvu ti rasteš, se lahko zgodi, da imaš ti neke neučinkovitosti v podjetju in je potem čas, da v bistvu postaneš spet bolj učinkovit, premisliš procese in ja, to tudi se dogaja v naših podjetjih. Zdaj, ta trenutna odpuščanja tudi v Berlinu niso tako ekstremna, dobro, Twitter je res ekstremen primer, v večini podjetij je to, ne vem, trenutno med 10 pa 20%, tu nekje bi rekel, da podjetja odpuščajo. In mislim, da bo to nekaj časa kar ostalo, no? Da je ta trg dela, da skoraj ni bilo mogoče najti novega kadra za katerokoli pozicijo, da so ljudje dobivali ponudbe za plačo pod, ne vem, 30, 40, tudi dvakratno vsoto prejšnje, to pač je bilo neko stanje, ki ni bilo normalno. In jaz mislim, da v veliko industrijah se bo to spremenilo. So pa sigurno tudi industrije, ki bodo tudi v teh časih naprej rasle pa zaposlovale. Tako da, ja, z vidika podjetja pa ti vedno gledaš, ti v bistvu za tebe na koncu pomembna ali rast ali pa profit podjetja, oziroma v večini podjetij sta to na dva faktorja, za katere optimiziraš, in če veš, da prihaja neko težje obdobje, kjer ne boš mogoče več toliko rastel, tudi za startupe je dosti težje pridobiti financiranje, za podjetja, ki pa optimizirajo za profit, pa tudi vidijo, v bistvu če bo prodaja padla, potem ne bomo toliko profitabilni in se v bistvu s tem neke vrste zaščitiš. Ne? In predvsem, tako kot sem rekel na začetku, pri teh tehnoloških podjetjih je kader velik procent celotnih stroškov. Jaša, kaj bi ti v bistvu enemu rekel, ki v bistvu se pripravlja na nek razgovor? Lahko začnem tako čist basic. Ti imaš ful izkušenj z tem, da si videl veliko CV-jev, veliko motivacijskih pisem, cover letterjev, pa veliko si imel ljudi na intervjujih. Kaj si nekako opazil pri uspešnih pa manj uspešnih? Ja, ok, kaj sem opazil, to je druga stvar, ampak kaj bi jaz rekel je, da kar ti pošljaš na neko spletno stran, upload button, cover letter, CV in se prijaviš, to mora biti brezhibno. Se pravi, jaz ne morem preživeti 10 minut gledati čez 5 strani CV-ja in nek ni dober language, ni clean, ni poravnan in to mora biti brezhibno. Se pravi, ker to, da boš ti brezhiben za čuda, je že bolj kot 80% vseh aplikacij. Se pravi, če nisi bi sposoben brezhiben na teh dveh dokumentih, kaj meni daje vednost, da boš brezhiben druge, plus, če se nisi potrudil, ti si to malo preoblikoval in poslal še 20 drugim firmam. Tazga človeka tudi ne rabim, ki mu je dosti vsem, ki je dela. Se potem se reče phishing. Se pravi, jaz hočem nekoga, ki pokaže, da je motiviran in da razume, kaj mi delamo. Se pravi, če jaz vidim, da ni razumevanja, če mi en pošle CV, ki ima 10,000 znakov gor, pa nobenega white spacea, pa 5 strani, ne razume, kaj moj biznis rab. In moj biznis rab
vedno določiti, kaj je pomemben in kaj je manj pomemben. In če imaš ti 5 strani CV-ja in tvoj experience iz leta 97 ne razumeš, kaj je pomemben, ali pa ne razumeš pomembnosti, da razumeš, kaj je pomemben in čisto vse. Se pravi, kaj se dogaja in kako se CV-ji reviewujejo. Prva stvar je nek computer screening, ampak to še ni to pomembno. Druga stvar je pa human screening, se pravi jaz. Jaz gledam CV, glik 20 sekund in če mi ni všeč, kako zgleda, ga sam vržem stran. Ker jih toliko dobim, a ne? Se pravi, to je že prva stvar. Mora biti dobro narejen. In razlika med unimi, ki so uspešni in unimi, ki niso uspešni, je, da si res želijo tega, a ne? Plus, da znajo skomunicirati, zakaj so oni dobri. Se pravi, da mi znajo povedati, kaj je tisto, kar bi oni nam pomagali in kaj znajo. Se pravi, morajo razložiti neko stvar, a ne? Se pravi, te 2 stvari sta v bistvu ključni. Ja, ful dobro si to povzel. Alen, ti isto vprašanje za tebe, pa če imaš kakšno vprašanje za Lukata pa za Jašo, vem, da tebe tudi to dosti zanima, oziroma se s tem soočaš, ne, kot zaposlovalec. Ja, glik smo v procesu, zato sem tudi to temo predlagal, ker bi rad slišal, kako drugi se lotevate tega. Čisto se strinjam s tem, kar je Jaša govoril, zato sem tudi kimal, ker že to, da ni napake v samem, primer, da jaz vzamem tvoj tekst, pa ga dam v Grammarly, pa da najdem napake za tebe, mi je že tak znak, da mogoče si nisi vzel veliko časa, da si se res potrudil za to zadevo, ne. In že na tem tak zelo enostavnem delu dosti ljudi pade, ne. Drugi deli so mogoče malo težji, ne, torej kaj narediš z nekom, ki pride preko tega prvega hurdla, torej CV pa cover letter, ne. In za ta del se mi zdi res tak art, torej bolj neka umetnost kot neka znanost. In tu jaz malo iščem način, kaj narediti, ampak za ta prvi del pa se mi zdi, da torej, če dajemo zdaj kot neke nasvete, ne, definitivno ne pošiljati neke generične cover letterje, kjer spremeniš samo prvi paragraf in to, ampak res probaj tudi napisati, probaj povedati nekaj o podjetju, ne samo o sebi. Ko berem te cover letterje, pa govorijo ljudje samo o sebi, težko pa razumem, kaj ti pomeniš za to podjetje. Veš, da naredi ta translation za mene. Torej, imaš ta skill, ampak kaj bo ta skill pomenil v tem podjetju? Torej, vidim, da delate to, jaz sem dobra v tem, to bi mogoče lahko pomagala, bla, bla, bla. Na koncu dobiš eno stran, ki je v bistvu samo o tej osebi, kar mislim, da je, razumem to intuicijo, da je cover letter v tebi, ampak moraš tudi razložiti, da razumeš podjetje, ne? Da razumeš, kaj podjetje dela. Delno je to, kar je Jaša povedal, da razumeš, da v biznisu, kakšen je Jaša, da pač ljudje nimajo časa za wall of text, da mora biti stvar lepo formatirana. Drugo pa tudi to, da pač dejansko z besedami napišeš to. Zadnja stvar je pa čisto enostavno grammar, ne? Torej, da pač napišeš brez napak, da napišeš zadevo lepo, berljivo, ker je to, meni se zdi, da je, če znaš dobro pisati, vidim visoko korelacijo med tem, da zna nekdo dobro pisati, pa zna dobro razmišljati. Veš, ker se zna ustaviti, zna premisliti o zadevi, ki jo je napisal, zna se sam vprašati, a to smiselno, zna popraviti in to je tudi v službi pomembno, ne? Če posebej, če je taki tip službe, kjer gre za razmišljanje. Ampak bi z veseljem še slišati tudi tebe, Klemen, pa tudi Luke, Jaše, predvsem v tem procesu, ne? Torej, zdaj smo se pogovarjali o tem, kdo gre stran. Ampak tudi, ko imaš, kaj pa pri tistih težjih odločitvah, torej imaš 2-3 kandidate, kako potem se odločiti? Ja, jaz zdaj trenutno spet dosti zaposlujem in par faktorjev, ki so meni osebno zelo pomembni, je prvo, da ta, ki ga zaposlujemo, paše v ekipo in paše, da je ta kulturni fit dovolj dober. To mi je izjemno pomembno, ker se mi zdi, če kulturnega fita ni, boš zelo težko. Lahko je ta oseba super, ampak ti boš skozi imel nek problem sodelovanja ali pa pri delu. Potem je zelo pomembna motivacija, zakaj zdaj bi nekdo rad delal z nami.
ravno to, da ni za nekdo, ki išče samo službe, primerja službe po plačah, ampak da ima res neko motivacijo, da ga bo delo veselilo, da bo motiviran, da se bo hotel naučiti več, biti boljši. Komunikacija je izjemno pomembna. Jaz nisem tak zahteven, če kdo naredi kako gramatično napako, mi je pa zelo pomembno, da nekdo zna na kratko povedati bistvo. V bistvu mi je bolj pomembno, da nekdo zna na kratko povedati bistvo, kot pa da mi nekdo pošle slovnično perfekten esej. Ker ko dobim esej, to pomeni, jaz rabim ogromno časa, da zdaj to preberem in da potem, ne vem, rabim 5 minut na mesto par sekund, da vidim, v čem je bistvo. Zato tudi zelo nimam rad voice messageov, tako da to se mi zdi... Jaz tudi ne, hejtam. Jaz imam napisano na WhatsAppu, da mi prosim ne pošilja dobenih voice messageov, ker potem ljudje si ne vzamejo časa, da bi razmislili, kaj bi ti radi povedali, ker nekaj blebetajo, razmišljajo se počasni in pol imaš 5-minutni posnetek, jaz rabim beležko, pa si zapisati novce, kaj zdaj oni so, pa 10 vprašanj me vprašajo in pa si pišemo, prvo vprašanje, pa dam na pauzo, to je bilo drugo vprašanje in da mu potem lahko odgovorim. In to je meni katastrofa. Luka, zakaj dela folk voice message? Zato, ker je za njih lažji, za nas je pa težji, ne? Ja, sigurno, oni med tem kuhajo ali pa ne vem, nekaj delajo, tako, pa si mu da napisati in potem vklopijo to in blebetajo, ne? Ampak sovražim voice message. Pa tudi private ali samo to zdaj za work related? V vseh pogledih nimam rad voice message. Ti si še edini Alen, ki ga toleriram, ampak ti imaš da otroka, pa tvoji voice message so ponavadi pod 1 minuto, da ti si še na meji tega, kar toleriram. Ne, pa, ponavadi je pod pol minute. Pod pol minute, no. To še gre, ne, ampak ko dobim 4-5 minutni voice message, pa ker napišem, da mi nekaj ne dela, če mi lahko na kratko še napišejo, naprimer. Sam zdaj si razkril, ne? Laž. Ja. To bomo cenzurirali. Ne, drugače pa en del pri zaposlovanju, ki se mi zdi super, ko se ne moreš odločiti med, ne vem, 2-3 kandidati, je to, da jim daš neko testno nalogo ali pa jih celo povabiš, da pridejo pa delajo s tabo, ne vem, en dan, en workshop, jih tudi lahko za to plačaš, ampak s tem takoj zmanjšaš tisti riziko, da ne veš, kako bo za nekdo s tabo sodeloval. Če dobiš nekoga, ki s tabo dela že naprimer en dan, 2 dni, boš dosti bolj razumel, bo to funkcioniralo ali ne. Tako da mogoče, Alen, za tebe je zanimivo to, da razmišljaš ali o nekem testnem assignmentu ali pa nekem delu, ali pa da se dejansko za to osebo dobiš na nekem workshopu, ne vem, ga povabiš za dan, 2, 3, da dela s tabo, ga tudi za te 3 dni plačaš in potem se odločiš, če je to fit ali ni fit. Ja, se mi zdi, da smo blizu časa, ki smo se ga dogovorili, tako da bi jaz mogoče tole epizodo zavezal tole mašnico za na koncu. Ful vam hvala, ker ste še enkrat sodelovali. Pa mislim, da se decembra kaj vidimo na kakšni večeri. Luka, Zvezno. A je planiran kaj? Moramo se uskladiti za datum, ampak... Kaj, datum je planiran, ni? Mislim, da tam okoli 22. decembra, tam nekje. Ne? Ja, datum je fiksiran. A imamo to v koledarju že? Pardon. Res, ja. Ja, ker nekaj se spomnim, da smo se dogovarjali, ampak ja. Ja, super, no, se veselim, pa se veselim praznikov tudi, da se malo spočijemo okoli vsega. Tako da hvala vam, se vidimo do naslednjič. Hvala, čau. Čau. Hvala, Klemen, hvala.